Ej, Rok, ste kdaj zunaj spal? Ja, sem, ja. Kje pa? V Zrčah. No, pa imam pa danes malo izziva za tebe. Kakšnega pa? Ja, tukaj bomo prespala. Kje je tukaj? Ja, tukaj. Hej, jaz sem Sašo. Živijo, jaz sem Rok in midva sta člana enotnih. Imate to srečo, da smo prve iz naše ekipe, ki jih boste spoznali. Prva stvar, ki jo vseb lahko povem, je, da nisem fan zime, ampak kot vojak sem pripravljen na izredne razmere. In prav zaradi tega sem se jaz pridružil vojski. Ne samo, da naredim nekaj dobrega za domovino, ampak tudi, da se kaj novega naučim. Ja, združiš, prijetno skoristim. In prav zaradi tega vam bomo danes pokazala, kako pripraviti zimski bivak in v njem bomo tudi prespala. Ampak najprej morava najti pravo lokacijo, ko jo bomo našla v gozdu. Se strinjaš? Greva. To bo v redu. Torej, bivak je zasebno prebivališče, ki se ga lahko naredimo v naravi iz različnih pripomočkov, ampak najbolj pomembna od vsega je pa lokacija. Izbrala sva si to lokacijo, da sva v kritju, na čistini bi ne videli, tako da sva izbrala teren v gozdu, zbirala sva ravno površino, da bo lahko prespala. V realni situaciji bi eden izmed naju držal varovanje, medtem ko bi drug začel postavljati bivak. Ampak, ker smo tukaj, da vas nekaj naučimo, smo se odločila, da bomo oba dva začela postavljati bivak. Ker smo vojaki vedno pripravljeni, imamo s sabo svoj lasten bivak. Ampak bomo tudi pokazala drug način in to je, kako postaviti bivak iz stvari, ki jih najdemo v naravi. Ej, kdo bo pa postavil kjerga? Ja, a se zdaj en izziv? Sem. Ja, tukaj imamo minimija. Kaj praviš, da tisto, koga hitreje razstav, pa potem nazaj sestav, ti postavlja našega vojaškega? Zmenjeno. Minuta 56. Ja, zdaj pa ti. Dve minute 3. Veš, kaj to pomeni? Da je ta moj. Aj. Ja, lej, se veš, tako je, ne? Živi zunaj. Kot smo že rekli, najbolj pomembna je lokacija. Za to lokacijo smo se odločili, ker smo na vrhu hriba. Če pada dež, da pada navzdol, ne po nas. Potem, da smo v gozdu, da nas sovražnik ne opazi, da smo maskirni in pa kot tretje, da maknemo vse kamne in pa veje, palice, vse, kar nas bi oviralo pri spanju. Torej, naš bivak je sestavljen iz treh stvari, spalne vreče, samega bivaka in pa podloge. Najprej si stvari vse vzamemo ven in potem se lotimo same postavitve bivaka. Zdaj, ko sem raztegnil bivak, ga obrnem okoli, kjer razgrnem podlogo in jo zahakam za trakove. Obrnemo nazaj okrog in zdaj, ko smo ga obrnili, pridejo na vrsto palice. Zdaj, ko so palice sestavljene, jih moramo še pravilno postaviti čez haklje. Zdaj pa še druga palica.
Zdaj pa, da še fiksiramo naš bivak, uporabimo 4 kline, ki jih tudi dobimo zraven. Zabijamo jih pod kotom, da nam sredi noči ne uide, če se kdo premika v spanju. Bivak postavljen, zdaj pa še spalna vreča, da bomo spali na toplem. Evo, še zapremo in smo ready za spanje. Boljš kot hotel. Prvo pravilo je, da izberemo primerno lokacijo. To lokacijo sem izbral, ker imam okrog drevesa, da bom lahko napel pončo iz vrjo. Drugo pravilo je očiščevanje prostora, kjer bom ležal. No evo, zdaj imamo očiščen teren. Zdaj pa pogledamo v ružek, kaj imam iz sabo za pripravo bivaka. Evo, tukaj imamo pončo. Iz sabo imam tudi vrv, imam pa še en pončo za streho. Zdaj bom najprej en pončo dal na tla, pol si bom pa izdelal streho. Pončoti so pripravljeni, zdaj pa bom začel z izdelavo strehe. Medtem, ko postavljamo, moramo biti pozorni na drevesa nad nami, da se ne bi kakšen podrl na nas. Pa pozorni moramo biti na to, da zavežemo drevesa, ko so zdrava, da piha, da nam ne podere vsega, kar smo si pripravili. No, za prvo silo bo pa Sašo veliko bolj udoben pa toplo. Vse meni bi bilo tudi, če bi si zakuril, ampak kot vojak tega ne počnem, da ne privabljam pozornosti nase. O, si pa lepo postavil. Definitivno imaš bolj zračen kot jaz. Tebe pa ne bo treba skrbeti, kaj si prejedel. Ja, ti se sam hecej. Kaj pa misliš, da Zoran pa Matjaž počneta? Ja, Zoran je itak ne misli na Kosovo, pa je pripravil en specialen video prav za nas. No, Matjaž je pa itak special, tako da pričakujem nič drugega od njega. Morda vam pa mi kaj drugič specialnega skuhamo. No, če preživiva to noč, seveda. Kakorkoli, komentirajte, kaj bi radi videli v naslednjem videu. Pa kako pravijo že te youtuberji? Like and subscribe. Se vidimo. Pa grem jaz gor, ne? V Zrčah. No, pa danes mali siva za tebe.